Dan v parlamentu. Za osnutke proračunov. Civilna zaščita po novem. Kakšen zrak dihamo. Najboljši pomeri rotarijcev. Stara hišna imena. Družina na potepu. Gibanje za Brino. Mlinček ropoče tudi letos. Lepo pozdravljeni. Pod okriljem kluba parlamentark je dan pred dnevom žena potekal že drugo leto zapored, dan s poslanko z delovnim naslovom Vzpodbuda mladim ženskam za vstop v politiko. Poslanki Andreji Zabret, ki je bila izvoljena v našem volilnem okraju na listi Marjana Šarca, se je pridružila naša novinarka, absolventka druge stopnje etnologije in kulturne antropologije Tara, da bi na lastni koži okusila, kako poteka poslankin delovni dan. Dan s poslanko Spodbuda mlajšim ženskam je projekt kluba parlamentark, ki želi spodbuditi ženske, da bi se lažje odločile za delo v politiki. V državnem zboru je tako prejšnji četrtek že drugo leto potekalo celodnevno druženje s poslankami, na katerega je vsaka izmed njih povabila dve mladi ženski. Izbor je bil pester, saj smo bile med njimi od študentk do mladih podjetnic. Takšen dan je predvsem namenjen, dan s poslanko je namenjen promociji politike oziroma ženske v politiki. Namreč vemo, da je vse premalo žensk, ki se odločajo za ta poklic. In zakaj vi mislite, da so ženske v politiki pa potrebne? Mislim, da je potreben balans. Rabimo moške in ženske. Namreč ženske imamo določene druga čustva in drugo intuicijo, tako da mislim, da potrebujemo oba, moškega in ženske. Parlamentarko Andrejo Zabret sem tako spremljala tudi jaz, tako kot novinarka, prvenstveno pa kot absolventka druge stopnje etnologije in kulturne antropologije. Moji dve spremljevalki sta študentki, nista politično nič vključeni. Zdelo se mi je prav, da pravzaprav povabim kandidatki, kateri še nista v politiki, da si pridobita oziroma da si ustvarita vtis, kakšen je dan s poslanko, kako poteka delo in se morda v prihodnosti kdaj tudi odločita za tako delo. Na začetku smo imele povabljene mlade ženske voden ogled parlamentarnega poslopja. Prav tako smo za krajši čas pridružile seji v veliki dvorani in se nato udeležile seje kluba parlamentark. Najprej nas je nagovorila podpredsednica državnega zbora Tina Heferle, predsednica kluba parlamentark Suzana Lep Šimenko in generalna sekretarka državnega zbora Uršula Zore Tavčar. Seja je potekala tako, da so se parlamentarke predstavile, povedale, kako in zakaj so prišle v politiko in kako se s tem vsakodnevno spopadajo. Delile so prednosti in slabosti, ki jih same čutijo v karieri in se v duhu prihajajočega 8. marca, dneva žena, dotaknile tem, ki so vezane na enakopravnost med spoloma. Predvsem je bilo slišati večkrat tudi to, da je vse, česar se ženske lotimo, odvisno od tega, ali verjamemo vase in kako same sebe predstavljamo v družbi. Glavna je bila misel, da se vse začne znotraj nas samih in še, če se ne bomo predstavljali kot neenakovredne moškim in kot žrtve, to tudi ne bomo. Tak je torej pogled žensk na politiko iz parlamenta, najbolj drugačen, kot je pogled nas žensk v parlament. No, žensk v našem občinskem parlamentu pa je z novim mandatom rekordno število, kar 9, 7 od njih z liste Nejca Smoleta. Vsi vi, naši zvesti gledalci, že veste, da zadnje seje tretje v novem mandatu, na kateri so občinski svetniki obravnavali tudi osnutke proračunskih dokumentov, ponovno nismo predvajali na našem kanalu, niti ni objavljena na svetovnem spletu. Zgodba se je namreč ponovila. Vsi prisotni svetniki, razen enega, Tomaža Kuralta, so dali soglasje, s katerim bi to omogočili. Tudi na izrecno dvakrat ponovljeno vprašanje predsedujočega župana Nejca Smoleta, naj se izjasni, ali bo oddal svoje soglasje ali ne, je Kuralt ostal tiho in tako je bilo celotno sejo, podobno kot na prvih dveh sejah ni glasoval in tokrat v nasprotju s prejšnjo sejo ni niti razpravljal. Skratka, le prišel je na sejo, sedel in potem odšel. Kdo bi lahko celo rekel, zelo lahko prislužena sejnina. Ta pa ni niti med najvišjimi, še manj pa med najnižjimi v Sloveniji.
Tudi za pripravo poročila seje ne bomo uporabili posnetkov zadnje seje, saj so ti nastali prvenstveno za potrebe priprave zapisnika in tako bo vse, dokler občinski svetniki ne bodo sprejeli spremenjenega poslovnika občine Medvode in trenutno so na dobri poti. Osnutek so namreč brez težav potrdili, konec meseca pa naj bi na mizo že dobili končni predlog. Kratek povzetek ostalega dogajanja na tokratni seji pa vse odločitve, tako nova imenovanja kot tudi vsi osnutki proračunskih dokumentov so občinski svetniki sprejeli, lahko bi rekli skoraj soglasno, z vsaj 20 glasovi za. Prav noben svetnik pa na tokratni seji sveta ni dvignil rdečega kartona proti. Občinski svet je brez kakršnih koli dilem in brez kakršnih koli razprav opravil 3 imenovanja. Namesto Iva Repa, ker je bil ta imenovan za podžupana občine Medvode, so v svet vrtca Medvode kot predstavnika občine imenovali Aljaža Židana iz Gornjih Penič, v svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Ljubljana, nekdanjo občinsko svetnico Zvonko Hočevar iz Preske in v svet območne enote Ljubljana pri Zavodu za gozdove, inženirja gozdarstva in lovstva, sicer člana občinskega sveta Leona Marjasca, ki je tudi predsednik občinskega odbora za kmetijstvo in gozdarstvo. Občinski svetniki so brez večjih zadržkov sprejeli tudi osnutke proračunskih dokumentov, ki so objavljeni na občinski spletni strani kot gradivo k 3. seji občinskega sveta. Pripomb tako rekoč ni bilo, so pa posamezni svetniki dali nekaj predlogov, bodisi da se za posamezno postavko zagotovi nekaj več sredstev, bodisi da se razmišlja o rezervnem scenariju, ko se računa, kot na primer v primeru nove osnovne šole Preska, tudi na državna sredstva, oziroma da se vendarle da spodbuda kakšni idejni zasnovi, ki se je v preteklosti že izoblikovala, pa se ni nadaljevala, kot na primer projekt čistilne naprave v Dolu. Že sicer je bil večkrat izpostavljen apel, da se, vsaj v obliki projektov, v proračunskih dokumentih predstavijo aktivnosti na izgradnji kanalizacijskega omrežja, še po ostalih delih občine, ki niso vključene v projekt Čisto zate in sočasne gradnje. Župan Nejc Smole je že napovedal rebalans proračuna, tako za letos, kot tudi za drugo leto, še letos in bolj natančne opredelitve v načrtu razvojnih programov, potem, ko se bo videlo, če citiramo, kakšno opustošenje bosta zapustila prej omenjena projekta. Že sicer pa napoveduje, da bo potrebno doseči razumevanje o tem, katera so tista območja, ki so komunalno zelo dobro opremljena in tista, ki so v hudem zaostanku. In mi imamo ogromne razkorake v komunalni opremljenosti znotraj 5 kilometrov. Znotraj 1 kilometra. Če hočete pogledati vaše Goričane, pa zgornjo pa spodnjo Senico, to sta 2 različna svetova. To sta v komunalni opremi, ko bo projekt zaključen, kohezije, sta to 2 čist različna svetova. En je v 21. stoletju, en pa sred 20. In tukaj bo treba res dosežiti če bo, drugače bo pač bolj žalost, bo treba se zavedati, da imamo območja, ki jih je po uredbi do konca leta 2024 potrebno opremiti s kanalizacijo. 12 milijonov recimo bo osnovna šola Preska, 13, mogoče tudi 14. Čeprav eni pravijo, da jo za 800 000 evrov naredijo, tako da tisti sem zelo navdušen. Leseno kajžo mogoče, stajo kakšno. Ampak se pravi, to je ena. Če pogledate, da je samo cena za Zbilje in krajevno skupnost Smlednik 12 milijonov za komunalo, potem veste, da tukaj govorimo o takih številkah, da pravzaprav kar zajameš zrak. In strahotno realni bomo morali biti. In projekti, ki se bodo delali, bodo tisti projekti, kjer bomo imeli papirje. Brez razprave so svetniki tokrat potrdili tudi redno letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta občine Medvode in njegovih učinkih, ki ga je predstavila energetska upravljavka občine Medvode Katarina Pogačnik iz podjetja Enviro Dual. Poleg zakonskih obveznosti je bilo lansko leto na tem področju najpomembnejša energetska sanacija še 3 javnih ustanov.
torej osnovne šole in telovadnice v Smledniku, podružnične osnovne šole na Topolu in enote vrtca Medvode. S tem pa je bil po oceni župana Nejca Smoleta zaključen krog še upravičljivih energetskih sanacij javnih objektov iz vidika prihrankov, ko je občina še lahko računala na nepovratna sredstva. Odslej naprej bo tovrstna energetska sanacija javnih objektov po vsej verjetnosti ostala finančno breme same občine. V letošnjem letu je kot večja tovrstna naložba v energetskem konceptu občine Medvode označena skoraj polmilijonska naložba v izgradnjo skoraj nič energijske stavbe, kar je oziroma bo galerija pri Domu krajanov Sora, za izgradnjo katere je občina pridobila tudi nepovratno finančno spodbudo Ekosklada v višini 15% vrednosti naložbe. Hkrati pa je v letošnji načrt ukrepov iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki se je že začel posodabljati, umeščenih kar nekaj naložb na področju trajnostne mobilnosti, tako v izgradnju pločnikov kot prvenstveno kolesarskih povezav. Ena od njih je tudi izgradnja kolesarske povezave Bonovec, ki se bo, če bo šlo vse po načrtih, začela že ta konec meseca. Gre za projekt vreden dobrih 190 tisoč evrov, več kot polovico tega so prek razpisa pridobljena kohezijska sredstva. Projekt je občina Medvode lansko leto namreč prijavila na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 s specifičnim ciljem razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. In ker smo ravno pri tej temi, prejšnjo sredo popoldne, ravno v času seje občinskega sveta, je mesto Medvode preplavil neprijeten vonj. Izkazalo se je, da je v podjetju Helios prišlo do 2-minutnega izpada čistilne naprave za zrak, za kar se vodstvo podjetja opravičuje in obljublja ukrepe, da do česa podobnega ne pride več. Povsem po naključju se je ta dogodek poklopil z našim vprašanjem, kakšen zrak dihamo, ki smo ga predhodno naslovili na Elektroinštitut Milan Vidmar iz Ljubljane. Ta dobro leto spremlja in statistično obdeluje podatke iz okoljske merilne naprave, ki je stacionirana ob zdravstvenem domu Medvode. In kako je slednja merilna naprava zabeležila sredi neljubi dogodek v obratu Preska podjetja Helios? Zdaj v samem času izpada čistilne naprave na Heliosovem obratu ni bilo zaznati na postaji nobenih povišanih vrednosti. Je pa res, da stopnja onesnaženosti po občini je različna. Zdaj to se najlažje v bistvu potem določi z modeliranjem, z modelskimi ocenami, kjer se v bistvu upošteva notri emisijo in pa meteorološke parametre. Kot emisijo se lahko upošteva promet, individualna kurišča in pa seveda industrijo. Potem z to pridobljenimi modelskimi ocenami se pa potem lahko za vsako lokacijo ob vsakem času nekako pogleda, kakšna je bila onesnaženost. Z rezultati meritev parametrov, kot so lahko hlapni aromatski ogljikovodiki benzena, ki se nahaja v naftnih derivatih in nastaja pri različnih procesih izgorevanja, toluena, ki je derivat benzena in se uporablja v industriji predvsem za sintezo drugih spojin, in metapara in ortoksilena, ki se v industriji uporablja predvsem kot topilo, razpolagamo skoraj nepretrgoma že vse od septembra 2011, ko je bila postavljena stacionarna merilna postaja. Zdaj, da bi bil prav nek poseben trend, glede na to, da predvsem prihaja to iz industrijskih obratov, je konstanten. Lahko rečem, da je konstanten, ni opaziti nobenih sprememb od 2011 do danes. Podobne ugotovitve o teh merjenih parametrih veljajo tudi za celotno enoletno obdobje od 1. februarja lansko leto dalje, ko spremlja in statistično obdeluje podatke namesto prejšnjega pogodbenika podjetja Studio Okolje, nov občinski pogodbenik, torej Elektroinštitut Milan Vidmar, se je ta podal bistveno nižjo ceno za opravljanje teh storitev. Zdaj benzen je v bistvu karcerogen, kar pomeni, da povzroča rakava obolenja. V letu 2018 ga je bila povprečna letna vrednost 1,1, mislim, da mikrograma. Letna mejna vrednost za benzen je pa 5 mikrogramov, kar pomeni, da je bila v bistvu zelo nizka.
Potem pri toulenu. Toulen se pojavlja predvsem v topilih. Vpliva pa na centralni živčni sistem. V letu 2018 so se, tako kot že vsa prejšnja leta, v bistvu pojavljale take visoke špice se pojavijo, ki pa so v bistvu zelo kratkotrajne, tako da se potem srednja vrednost pride, ne vem, na 9 mikrogramov letna, ne. Medtem ko te špice dosegajo tudi 170 mikrogramov. Zdaj mogoče bi izpostavila samo, da sta bile v letu 2018 meta pa paraksilen, da je prihajalo do kakšnih špic, drugače ni bilo pa nič posebnega, no, na teh treh. In če rečemo, se da potem s prstom pokazati mogoče na tistega, ki je kriv za tiste špice, kot ste dejali? Zdaj, tako bom rekla, kar se rože, mi izrišemo rože vetrov na podlagi meteoroloških podatkov, lahko rečem, da v bistvu toulen prehaja, oziroma roža vetrov kaže predvsem na vzhodno oziroma jugovzhodno smer od postaje. Občina Medvode je lansko leto spomladi obstoječo merilno postajo za merjenje kakovosti zraka nadgradila še z merilnikom trdih delcev. Izmerjene vrednosti pa so prav tako prikazane na spletni strani inštituta, kot tudi občinski spletni strani pod rubriko Lokalno. Po letu dni meritev pa je stanje zadovoljivo. Prašni delci so v bistvu največji prispevek k obolevanju ljudi. Predvsem zaradi svoje velikosti v bistvu prodrejo globoko v pljuča, s tem povzročajo bolezni dihal in pa posledično kardiovaskularnega sistema. Povišanih vrednosti oziroma do presežka dnevne mejne vrednosti 50 mikrogramov je v letu 2018 prišlo 7-krat, od tega je bilo kar 6 preseganj v mesecu decembru. Ki kažejo na to kaj? Na možnega potencialnega krivca onesnaževanja? Zdaj vsekakor so po zimi pač te vrednosti višje, zaradi tega, ker prihajajo zaradi individualnih kurišč in ostalih prispevkov, ki so po zimi. Je pa v mesecu decembru bilo predvsem stanovitno vreme, ni bilo prevetrenost, je bila slaba, veliko je bilo oblačnosti, tako da potem zaradi tega posledično tudi pride do višjih vrednosti. Delci PM10 so sestavljeni iz različnih organskih in anorganskih snovi, pretežno pa iz žvepla, nitrata, amonijaka, črnega ogljika, mineralov in vode. Lahko so primarnega ali sekundarnega izvora in se tvorijo pri kemijski reakciji drugih škodljivih snovi v zraku. Glavni vir je izgorevanje pri transportu, kuriščih in industriji. PM10 delci prizadenejo največ ljudi v primerjavi z drugimi onesnaževalci, saj lahko zaradi svoje velikosti oziroma majhnosti penetrirajo globoko v pljuča. Povečujejo umrljivost in obolevnost za boleznimi dihal in kardiovaskularnih bolezni. Črni ogljik, ki je najmanjši del prašnih delcev, pa vpliva na spremembo podnebja. Če bi podali neko generalen odgovor na vprašanje, kakšen zrak dihamo tukaj v mestu Medvode, bi rekli kaj? Zdaj v primerjavi z Ljubljano je veliko manjša izpostavljenost PM10. Kar se tiče pa policikličnih aromatskih ogljikovodikov, prihaja pa, tako kot sem že prej omenila, do visokih špic toulena. Maksimalna urna koncentracija toulena je v mesecu januarju na primer znašala kar 169 mikrogramov na kubični meter, pojavila pa se je 17. januarja ob 4. uri po noči. Ob tem trčimo ob že večkrat izpostavljeno problematiko, da zakonsko predpisana mejna vrednost v Sloveniji velja le za plin benzen, ne pa tudi za ostale pline, ki so vezani na izpuste iz industrijskih obratov. Letna mejna vrednost za benzen je torej 5 mg na kubični meter. Svetovna zdravstvena organizacija pa ne daje svojega priporočila, saj je benzen karcinogen in ga v zraku preprosto odsvetuje. Dnevna mejna vrednost delcev PM10 pa je 50 mg na kubični meter, vendar ta vrednost ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu. Ko se lotiti energetskega koncepta občine Medvode, da bo mogoče tudi za zrak recimo kakšen doprinos? Zdaj biomasa
Tle se delijo mnenja, ne? Po eni strani je zero emission CO2, je pa velik vir PM delcev in pa dušikovih oksidov, ne? Predvsem pa ob nepopolnem izgorevanju pa nažalost gre v zrak tudi ostala onesnaževala. Zdaj preko eko sklada pač še v bistvu subvencionirane novi kotli za biomaso oziroma nove pač peči za biomaso, s čimer se je zagotovljen potem boljši izkoristek in pa v bistvu primerna temperatura, da se pač ta onesnaževala v čim manjši meri potem preko dimnika izločajo. Je pa v Medvodah v bistvu zelo dobro plinsko omrežje, ki je v bistvu zelo nizek onesnaževalec oziroma je eden izmed najčistejših virov. Tako da mogoče, da se ga še malo razširi in da se v bistvu proba nekako ali to preko subvencij ali nekako na nek drug način potem prepričati prebivalstvo, da uporabijo plinsko vejo. Spomnimo, zgodovina merjenja zunanjega zraka v naši občini sega v leto 2007, ko je Agencija Republike Slovenije za okolje svojo merilno postajo sprva postavila na Svetju v neposrednji bližini krožišča, potem pa še v neposrednji bližini občinske stavbe na sotočju obeh rek. Oddelek za okolje na Elektroinštitutu Milan Vidmar iz Ljubljane pa je že takrat imel merilno postajo, tako kot je bilo to določeno strani naročnice občine Medvode, v neposrednji bližini ceste ob Sori. Rezultati meritev so takrat kazali na izrazitejšo obremenitev z ogljikovodiki, dušikovimi oksidi, prašnimi delci in ozonom. Prekoračitev ne sicer opozorilnih in alarmantnih vrednosti je bilo več in so trajale daljši čas, kot je to običajno za ostale dele Slovenije. Podobne ugotovitve so bile dane tudi za stopnjo onesnaženosti zraka s koncentracijami BTX-ov, benzena, tolena in kselena. Takšni rezultati so bili takrat tudi povod za namestitev stalne merilne postaje. Torej danes vendarle boljši rezultati kot desetletje nazaj. Resda pa na drugi lokaciji. Ja, v preteklosti so se merilne postaje postavljale predvsem tam, ker je v bistvu bila pričakovana najvišja izmerjena vrednost. Zdaj z ukrepi na področju spremljanja izpušnih plinov pa se sprejele v bistvu uredbe, ki določajo, kako postaviti merilno mesto. Za te večje obrate industrijske, ki so na podlagi modelskih izračunov, določi sama lokacija, pri katerih se upošteva disperzija onesnaževal na podlagi meteoroloških parametrov in pa znanih oziroma predvidenih izpustov. In potem nam ta modelska ocena določi oziroma pokaže optimalno merilno mesto. Zdaj, a je ta merilna postaja postavljena na pravilnem mestu? Zdaj bom tako rekla, da vsekakor je v skladu z pravilniki in pa postavljena tako, kot se zahteva na mikroravni. Pokazuje pa, glede na to, da je tukaj zdravstveni dom, šola, vrtec, neko splošno onesnaženost oziroma splošno izpostavljenost prebivalstva občine Medvode. Če se vrnemo nazaj k neprijetnemu vonju izpred dobrega tedna dni, še enkrat velja, edini detektor za smrad je kljub vsemu le naš nos. O smradu, katerega vzrok je bil helios oziroma obrat preska, nekdanji kolor, smo pred desetletjem večkrat poročali, v zadnjem času pa bolj obširno le leta 2010, ko se je pokvaril merilnik za merjanje koncentracije odpadnega zraka na čistilni napravi in potem v začetku leta 2014, ko je prišlo do izlitja tehnološke vode pri njenem prečrpavanju iz cisterne skladišča v avtocisterno z namenom, da se ta odpelje na sežig v tujino. Več o tem, kako v Heliosu ravnajo z nevarnimi odpadki prihodnjič, tokrat pa o spremembah v medvoški civilni zaščiti. Že v prejšnji oddaji smo poročali tudi o tem, da je 1. marca na Brdu pri Kranju potekala osrednja slovesnost ob dnevu civilne zaščite, na kateri je tudi občinski štab civilne zaščite Medvode prejel bronasti znak za opravljeno delo v minulem 4-letnem obdobju.
Župan Nejc Smole pa je prav na ta dan imenoval tudi nov občinski štab civilne zaščite Medvode, ki ga bo odslej namesto njega vodil poveljnik Franc Jarc, bivši dolgoletni poveljnik Gasilske zveze Medvode. Njegov namestnik bo Anže Šiler, za posamezna področja dela pa bodo skrbeli člani štaba Katarina Blažič, Felix Strehar, Matej Osovnik, Miha Pirc, Ines Iskra, Gregor Gomboši, Janez Kajzer in Blanka Trampuš. Bolj kot za spremembe Smole pravi, da gre za osvežitev ekipe, ki bo po njegovem med tistimi, ki bo bolje funkcionirala. To pomeni, da je poveljnik Gasilske zveze Medvode sedaj skrbi za celo linijo poveljevanja gasilskim društvom. Potem imamo člana štaba, ki skrbi za tehnično reševanje oziroma ima čez tudi koncesionarja in pa vse ostale pogodbene izvajalce. Zdaj, kdo se bo vprašal, kdo so ti pogodbeni izvajalci, koliko to stane občino na leto, to ne stane občine letno nič, ne? Zato ker to so naši izvajalci iz lokalne skupnosti, ki so bili pripravljeni podpisati pogodbe, da v primeru intervencij so takoj odzivni in da dajo na razpolago svojo opremo. En del smo reorganizirali tudi na področju zdravstvenega doma oziroma tega dela, enot prve pomoči. Tukaj je vstopila nova članica, gospa Blanka Trampuš. Izvzeli smo direktorja zdravstvenega doma, nekako v teh 4 letih enostavno, z izjemo gospe Nade Prešeren, nismo našli v zdravstvenem domu, kar je na nek način malo žalostno, nikogar, ki bi projekt civilne zaščite vzel res za svojega. No, tako da zdaj smo seveda spet angažirali prostovoljce. Pa potem v samem štabu, recimo, je tudi ena večjih sprememb, je v štab civilne zaščite vstopila gospa Ines Iskra, ki ima sedaj čez vse nastanitve. Državna zakonodaja se je v zadnjem času zelo spremenila, zato je bilo tudi treba modificirati sistem civilne zaščite. To je v zadnjem mandatu je bilo treba kar precej narediti od vseh načrtov. Na novo se je zorganiziral štab civilne zaščite. Kaj smo probali teoretično narediti, je bilo prikazano tudi na vaji potres leta 2017, vendar ne v celem obsegu. Vmes je prišlo tudi kar nekaj takih intervencij, ki so to pokazale, da smo na neki dobri poti. Tako da ta sistem je živ in bomo mogli kar sproti delati pa se prilagajati. Tudi narava intervencij se spreminja, tako da je tudi to neki izziv, predvsem pa bi mogoče probali narediti ta sistem civilne zaščite tako, da bi bil v veliko oporo in pomoč tistim prvim posredovalcem, kot so ponavadi gasilci, ki so za vsako intervencijo, pa ni važna kakšna, prvi obveščeni, oni ocenijo, ali so za to potrebne druge službe, ali za to niso potrebne druge službe in bi probali nadaljevati to začeto delo že zadnjega mandata, da tukaj nekaj ukrenemo še in mogoče še izboljšamo naprej. In kaj je zaznamovalo minulo 4-letno obdobje, v katerem je bil štab civilne zaščite sicer na novo vzpostavljen? Najprej poplave že oktobra in novembra leta 2014, ko se je štab civilne zaščite pod novim poveljstvom, torej župana Nejca Smoleta, začel oblikovati na novo. Potem v letu 2016 nesreča z nevarnimi snovmi, snegolom in požar gospodarskega objekta, leta 2017 neurje in nato v začetku leta 2018 nesreča avtocisterne z nevarnimi snovmi in avgusta ponovno nesreča z nevarnimi snovmi. Štab civilne zaščite pa je bil, kot rečeno, tudi glavni načrtovalec in izvajalec dvodnevne vaje Potres 2017, ko se je celostno preverjalo delovanje reorganiziranih enot, služb in strukture za zaščito in reševanje v občini Medvode, med drugim tudi štaba civilne zaščite. V tem trenutku stojimo na takem mestu, kjer so možnosti poplave, možnosti izlitja nevarnih snovi, pa bom vprašala takole, kaj je tisti največji zalogaj civilne zaščite sedaj, ko je recimo štab vzpostavljen na novo? Ocenjujem, da največja verjetnost dogodka
so poplave, kar nam pravzaprav 2 do 3 na leto kar na nek način grozi. Zdaj vsi ti omilitveni ukrepi, ki so bili izvedeni v zadnjih letih, so stanje sicer precej izboljšali. Če pogledamo Sora zdaj v zadnjih 2-3 večjih nalivih, ko je imela pretoke, ki so v preteklosti že povzročali težave, smo jo tokrat do sedaj dobro odnesli. Ampak poplave so take, dovolj je, da se oblak utrga v ločnici, pa se nam lahko ponovijo 20. V teh izrednih primerih seveda je pomembno, da se potem čim hitreje odzovemo. Ne gre pričakovati, da bomo z temi omilitvenimi ukrepi lahko omilili oziroma preprečili škodo stoletnih voda, to seveda ne gre, pa zato toliko bolj pomembno, da so ostale službe pripravljene. In pa, kot vidimo tudi že zaradi samih obratov, ki so pri nas, torej imamo obrat večjega tveganja, pa tudi nekaj drugih potencialnih onesnaževalcev v primeru nesreče z nevarnimi snovmi. To se nam je recimo lani zgodilo nekaj, kar sploh na nek način ne pomisliš, pa je bila nesreča cisterne, torej takrat nas je opozorilo, da je tudi ta promet skozi Medvode lahko nevaren oziroma se lahko zgodi tudi kakšna taka nesreča. To sta te dva. Zdaj seveda za potres, ki je eden izmed scenarijev, nikoli ne vemo, pa pri potresu je v resnici tako. Potres, če se bo zgodil na toliko širokem območju, da tukaj mikrolokalna skupnost bo zelo težko, tukaj se bojo takoj sprožili regijski oziroma državni načrti za ta primer. Medtem, ko pri poplavah pa se mi zdi in tudi te nesreče z nevarnimi snovmi manjšega obsega pa lahko ogromno naredimo tudi sami. V novo imenovanem štabu civilne zaščite je tudi Miha Pirc, strokovni delavec za varstvo in zdravje pri delu v podjetju Helios. Kot rečeno pa več o tem prihodnjič. Nadaljujemo pa z najboljšimi učenci na naših osnovnih šolah. Ko rečemo najboljši, v tem primeru še zdaleč ne štejejo zgolj ocene, ampak predvsem kakšni sošolci so. Kot vsako leto, že tradicionalno je tudi letos potekala, tokrat že 13. zapored, podelitev priznanj najboljšim učencem 4 medvoških osnovnih šol. Teh je bilo letos 11. Novost je bila, da je prireditev potekala v mladinskem klubu Jedro. Za program pa so kot vsako leto poskrbeli učenci sami. Nagovoril jih je podžupan občine Medvode Ivo Rep. Sami pobudniki nagrajevanja pa vsa ta leta člani Rotary kluba Medvode, ki v družbi in v svojem okolju skrbijo za dobrobit okolice. Za njih niso pomembne le šolske ocene, ampak predvsem to, kakšni so mladostniki v družbi. Ste vi kot osnovnošolec bil prav tako zelo priden, pa bi prijeli tole priznanje? Težko rečem, če bi jo prijel. Po mojem spominu sem bil pa kar vzoren učenec, dokler sem hodil v osnovno šolo. V Rotary klubu imamo, kot sem povedal, 4 vprašanja. Eno med njimi na začetku je, ali je resnica. Eno na koncu je, ali bo koristilo vsem udeležencem. Mislim, da sta lastnosti, kot sta pripravljenost sodelovati v skupnosti sebi enakih in pomagati tistim, ki so morda na nekem področju malo slabši, ena od ključnih lastnosti, ki jo mi v rotaristvu zagovarjamo. Druga, na začetku povedana, je pa zavezanost k resnici in k iskanju resnice. Resnica ni nekaj, kar pride mimo, resnico moramo sami poiskati v odprtosti življenja. Rotarijanci tudi letos niso sami izbirali nagrajencev, ampak sošolci in učitelji. Izbrali so jih ne zaradi uspeha in priznanj, seveda tudi to šteje, ampak zaradi pomoči, ki jo nudijo sošolcem v šolski skupnosti. Predvsem pa zaradi tistih lastnosti, ki učence naredijo tudi dobrega človeka. Pomeni mi kar zelo veliko, ker se trudim pomagati drugim ljudem in izboljšati sebe vsak dan znova. Ja, v bistvu pomeni nek dosežek, zato ker sem se trudila vsa ta leta in pomeni, da sem na pravi poti in da to, kar sem si zadala, da sem tudi uresničila. Po kateri lastnosti te najbolj prepoznajo tvoji sošolci? Potem, da sprejemam vse, ne glede na to, kakšni so, se mi zdi. To, da vstopam v dobre odnose, da spodbujam k dobrim odnosom, da v človeku prepoznam boljšo plat, in pa to, da rada pomagam vsem pri prostovoljcih in to je nekako življenjski, to rada počnem in
to, kar nekaj naredim, pač vem, da sem dobro naredila in mi daje zadovoljstvo. Letošnji nagrajenci so Urban Zavrl in Nika Kobal iz osnovne šole Pirniče, Hanna Apsec, Žan Filipič in Lana Štagoj z osnovne šole Simona Jenka Smlenik, Sara Vasiljevič, Nace Guzelj in Jon Šubic iz osnovne šole Preska in iz osnovne šole Medvode Karin Košir, Maša Oblak in Žiga Podgoršek. Veliko izmed nagrajenih se je predstavilo tudi v kratkem kulturnem programu Neštetih talentov. Prav tako kot je mnogo njihovih talentov, pa je mnogo tudi projektov in akcij, ki jih izvaja Rotary klub Medvode čez celo leto. Rotarijsko leto je pri nas drugačno od koledarskega leta, začne se s 1. julijem in konča z zadnjim junijem, tako da moj mandat traja še 4 mesece. Tako kot vsako leto bomo tudi letos organizirali jadranje za otroke iz podružnične osnovne šole Topol. 6 otrok bo šlo na 4-dnevno jadranje, tako kot zadnjih 5 let. Poleg tega načrtujemo poleg rednih dogodkov tudi nekaj zanimivih predavanj in pa seveda tudi poskušali se bomo pogovoriti z županom o razširitvi sodelovanja na področju iskanja ustreznih posameznikov, ki zaradi svojega socialnega položaja potrebujejo tudi pomoč. V torek je v Kulturnem domu v Smledniku potekal sestanek na temo zbiranja starih hišnih imen. Širši projekt, ki se je na Zgornjem Gorenjskem začel že pred 10 leti, se je v lanskem letu razširil tudi na območje naše občine. Občina Medvode je namreč v ta namen preko projektne skupine Las za mesto in vas, ki združuje občine Medvode, Vodice, Komenda, Trzin in Mengeš, uspešno kandidirala za evropska sredstva. Prvi del projekta, ki vključuje vasi v krajevnih skupnostih Smlednik, Zbilje in Pirniče, pa bo zaključen do konca meseca septembra. No, občina je letos uspešno stopila tudi v drugi del projekta in pridobila sredstva za sofinansiranje zbiranja starih hišnih imen v krajevnih skupnostih Sora, Senica, Vaše Goričane in Medvode. Namen projekta je ohranjanje starih hišnih imen kot dela nesnovne kulturne dediščine slovenskega podeželja, saj imena gradijo tako jezikovno, etnološko kot tudi zgodovinsko dediščino krajev. Želja je, da stara hišna imena ne bi utonila v pozabo in da bi se ponovno spodbudila njihova vsakodnevna raba med domačini. Ja, trenutno recimo, če gledamo samo krajevno skupnost Smlednik ali pa recimo območje občine Vodice, smo najprej zbrali podatke iz zgodovinskih virov, kjer najdemo zapise teh hišnih imen recimo v župnijskih knjigah, v starih avstro-ogrskih katastrih. Potem s temi podatki obiščemo starejše posamezne domačine po vasih, ki jih obravnavamo, in s temi podatki nekako pripravimo srečanje z domačini, kamor povabimo vse krajane in jim predstavimo pravzaprav najprej, kaj hišna imena so, zakaj so pomembna, v drugem delu pa recimo današnjega večera pa z domačini pregledamo vsa nek osnutek oziroma tista zbrana imena, ki smo jih zbrali po vaseh. Čez 14 dni bo podobno srečanje potekalo tudi v Zbiljah. V Pirničah pa zbiranje imen še poteka. Trenutno so zbrana imena 2 izmed 5 vasi. Pri zbiranju imen pa sta omejujoča predvsem 2 kriterija za izbor. Prvi je, da je domače hišno ime obstajalo že pred 2. svetovno vojno, drugi pa, da se beležijo samo izvorna hišna imena. Ko enkrat imena zberemo, se posvetimo obeležitvi teh imen. En način je, da izdamo knjižico s hišnimi imeni za obravnavane konce, drug način je, da imena umestimo na spletni portal hišnih imen na Gorenjskem, www.hisnaimena.si. Tretji se mi zdi ta najbolj zanimiv za domačine, pa so lončene table na hišah, ki jih brezplačno damo vsem lastnikom hiš, ki za to podajo pisno soglasje. Projekt bo zaključen do konca septembra 2019. Želja pa je, da bi s tem pri prebivalcih vasi ponovno vzpostavili zavedanje in pripadnost svojemu domačemu kraju, saj se domača hišna imena zaradi neuporabe vse prehitro izgubljajo. Vsak kraj pa ima tudi določene posebnosti. Zdi se mi posebnost ta, da je nekoliko drugačen narečje, še vedno govorimo o gorenjskem narečju, ampak po mojih izkušnjah že recimo takoj v Trbojah in više proti Šenčurju se govori nekoliko malo drugače, tako da če ne drugega so imena, ki jih želimo ohranjati v narečju, tukaj nekoliko drugačna oziroma imajo nek lokalni prizvok. Recimo meni osebno kot
ne domačin v tem koncu, se mi zdi zanimivo, da neki domačin v Smledniku in mislim, da v Dragočajni je izginulih zaradi akumulacijskega jezera hidroelektrarne Medvode in čeprav ta imena recimo še vedno živijo, ali s tem, da so hiše dobili nadomestne gradnje, ali pa med domačini čist v vsakdanjem pogovoru, recimo zdaj se spomnim, da se večkrat omeni Čadežev mlin, recimo, ki je bil v Mošah, pa ga danes že pravzaprav od zajezitve ni več. Celoten projekt poteka v simbiozi z vaščani posameznih vasi in prav njihov doprinos in odziv je za uspešno izvedbo projekta bistvenega pomena. Moram reči, da sem bil nad Smlednikom izredno navdušen in kakor opažam, mogoče tukaj je še malo več podeželskega življenja. Če takoj primerjavo s Pirančem dam, se mi zdi, da tam imena so že bolj pozabljena, se redkeje uporabljajo, jih poznajo res še samo starejši. Tukaj pa, kakor sem začutil, bomo videli tudi na današnjem večeru sicer, se mi zdi, da ta imena so še bolj živa, da se jih ljudje bolj zavedajo in so na nje bolj ponosen. Projekt je kot rečeno še v teku, zato vsi, ki bi iz navedenih krajev v naši občini želeli v projektu sodelovati, vabljeni, da obiščete spletno stran www.hisnaimena.si. Iz domačega zavetja pa v tujino. Prejšnjo sredo smo v knjižnici Medvode lahko prisluhnili zanimivemu potopisnemu predavanju družine Alič iz Vaš. Potovati v državo tretjega sveta z 2 majhnima otrokoma je lahko čudovita izkušnja, a priprava nanje precej drugačna od potovanja v dvoje. Na kaj vse je potrebno biti pri tem pozoren in njihova izkušnja otoka Bali v Indoneziji so bili glavni poudarki tokratnega potopisa. Za Alenko in Uroša Alič tokratno potopisno predavanje ni bilo prvo, saj sta že v študentskih letih prepotovala mnogo sveta, a tokratna izkušnja je bila vseeno drugačna, saj sta se prvič v državo tretjega sveta odpravila z majhnima otrokoma. In ker se ta izkušnja bistveno razlikuje od vseh tistih poprej, sta jo želela deliti. Še posebej s tistimi, ki se še odločajo, pa še kolebajo, a bi se odpravili na pot z majhnimi otroci. Ker to je bilo tudi za naju v bistvu tako ključno vprašanje, veliko strahov je bilo, veliko skrbi in tudi so veliko informacij pridobila in sva rekla, zakaj pa ne bi tudi posredovala tukaj domačinom, pa mogoče tiskaj na meji, a bi šel z majhnim otrokom kam, pa smo se odločili, da pač jim podamo te koristne informacije, pa da jih tudi povabimo, da zberejo pogum, pa se sami odpravijo na pot. Bali so obiskali pred 2 letoma. Gre za pretežno gorat otok vulkanskega izvora v Indoneziji s površino 5561 kvadratnih kilometrov, ki je od 70. let 20. stoletja dalje tudi turistično vedno bolj oblegan. Na njem živi okrog 3,5 milijona prebivalcev, prenaseljenost, vse kulturne razlike in značilno tropsko podnebje z visokimi temperaturami ter visoko zračno vlago pa so lahko doživeli tudi Aličevi, ki jih je presenetila predvsem velika razlika med pričakovanji in realnostjo. Bistveno spoznanje je vsekako, da je veliko več prilagajanja, veliko več skrbi za mamo, tako da niso samo tista, bom rekla, sami superlativi, so tudi tiste stvari, ki v bistvu šele ko si tam, ki v bistvu doma imaš zelo veliko idealov, zelo veliko idealnih predstav, potem ko si pa soočen samo realnostjo tretjega sveta in z majhnim otrokom, tako da so vsekakor zelo prisotni strahovi, ampak na drugi strani pa res polno doživeti, ki tudi otrokom ostanejo, mogoče še preden smo se odpravili na pot, nismo niti verjeli, da so otroci mogoče premajhni, ampak tudi po 2 letih, odkar smo doma, se spominjajo določenih dogodkov, tistih, ki so jih najbolj navdušili, doživeti, ki so jih v bistvu najbolj fascinirali in še danes zelo velikokrat se spominjajo in nama potem mami, se spomniš, kje smo bili, kaj smo videli, pa una papiga, pa jaz bi jo imela doma, tako da v bistvu to je tisto, kar tudi majhnim otrokom ostane. V domovino so se vrnili tudi z mnogimi čajnimi, kavnimi in čokoladnimi vzorci, ki so jih delili z obiskovalci potopisa. Pri potovanju z nahrbtniki v lastni režiji pa je bila bistvena dobra predpriprava, s čim manj stresnim načrtom poti in kar se da zanimivimi doživeti za majhne otroke. V času potovanja je bila Sara stara 4, brat Adam pa 8 let. Najbolj so jih zanimali te raznorazni parki, od ptičjih parkov, slonih parkov, v prvi vrsti se pravi ne dogodivščine, ki bi jih lahko gledali daleč, ampak dogodivščine, kjer so imeli možnost tako ali jahati, ali prijemati živali, ali dejansko biti interaktivno vključeni v doživetje. Zelo in
zelo zanimivo doživetje je bila pa tudi tovarna čokolade. Vsi vemo, da imajo otroci radi čokolado, so navdušeni jedci čokolade in tam so dejansko jih popeljali skozi proces nastanka čokolade in na koncu so imeli tudi možnost degustacije, tako da v bistvu je bil tudi en drug vidik kot samo nakup v trgovini čokolade. Tukaj so dejansko imeli priložnost videti, da zraste kakavovec na drevesu in kako se potem predela, da pride do končne verzije čokolade, ki jo kupimo v trgovini. Kaj ti je bilo najbolj všeč na Baliju? Kaj si najbolj zapomnila? Ptičji park. Zakaj? Kaj je bila tam ena zelena papiga. Kaj pa si tam lahko počela? Lahko si gledal papige, pa jih tudi imel na roki ali pa na glavi. In zakaj sploh z majhnim otrokom na potovanje? Družina Alič odgovor na to vprašanje pozna. Po obisku Balija pa so skupaj obiskali že mnoge nove zanimive destinacije. To je eno družinsko doživetje in niti ni pomembno, kaj vse doživi, pa kaj se vidi. To je v bistvu čas, kjer smo res intenzivno skupaj. V bistvu podoben, kot če se par odpravi na neko popotovanje, takrat sta res na preizkušnji njihova povezanost in tudi tukaj v tem primeru je družina res na preizkušnji in res mora sodelovati skupaj, se zelo poveže. Tako da to je prva vrsti, tako da niti ni pomembno, kaj si vse pogledaš. Na drugi vrsti in tudi dejansko tudi preizkušnje, ki jih da skozi, ker greš v rasni režiji, te ponavadi tudi povežejo in tudi vidiš, kako znaš odreagirati v stresnih situacijah. V drugi vrsti pa sama doživetja, tudi destinacijo, ki izbereš, je ponavadi, sploh če so to države, ki niso evropske, ki so tudi že po kulturi drugačne, otroka na en tak poseben način nagovorijo in tudi, kot sem že prej omenila, skozi leta se potem spominja tistih doživetij, ki so bile najbolj intenzivne, ki so jih v bistvu se jih najbolj dotaknile, pa jih v domačem okolju nima priložnosti spoznati. Športna dvorana Medvode je ta konec tedna gostila že 4. leto zapored spektakel gibanja Eurofit Fest, v okviru katerega organizator društvo BodyFit zbira tudi sredstva za gibalno ovirane. Izkupiček letošnjega festivala bo šel v roke prvošolke Brine Slivnikar iz Vaš, ki se je rodila v 30. tednu z diagnozo cerebralna paraliza in s prognozo zdravnikov. Ja, za celo življenje obsojena na invalidski voziček. Po operaciji v Združenih državah Amerike je njeno današnje stanje sledeče. Na tokratni Eurofit spektakel je prišla z oporo Bergel in pustimo se presenetiti, morda bo kdaj tudi udeleženka festivala. Ta konec tedna je v športni dvorani Medvode potekal dvodnevni dogodek, za katerega organizator društvo BodyFit meni, da ga ne sme zamuditi noben navdušenec fitnesa, aerobike, plesa, pilatesa in joge. Že 4. leto zapored je takle čas namreč potekala mednarodna Eurofit konvencija. Dogodek kot takšen raste, se razvija, torej več ljudi, odziv vedno boljši, ker so nekako Slovenci bolj navajeni na te aktivnosti, kajti tukaj 2 dni akcije, 2 dni gibanja, plesa, delavnic, predavanj na temo zdravega načina življenja, na temo dobrega počutja, na temo telovadbe, vadbe, aktivnosti, novosti na področju fitnesa, ki se dogajajo. Letošnje karakteristike pa skoraj 40 mednarodnih svetovno priznanih predavateljev, prezentatorjev, demonstratorjev iz različnih področij fitness industrije Slovenije, Hrvaške, Srbije, Italije, Avstrije, Grčije, Tajvana, Nemčije, Anglije, Ukrajine, Belgije, Irske, Kenije, Združenih držav Amerike, Indije, Rusije in Madžarske, ter okvirno 1000 udeležencev konvencije v 2 dneh. Skratka, veliko izkušenj dobiš, veliko znanja za vodene vadbe, ker tudi sama izvajam vodene vadbe. Veliko novih ljudi spoznaš, novih izdelkov probaš, kar ponujajo. Meni je najbolj z lastno težjo funkcionalna vadba. Energija, sproščenost in tisto, kar je najbolj pomembno za nas, je to, da to idejo gibanja poskušamo prenašati na takšen pravilen, strokoven način. Da torej tudi vsi trendi, novosti in aktivnosti sveta fitnesa čim prej pridejo v Slovenijo in kot pravi organizator tudi obratno, saj se programi in tečaji, ki jih vodijo v centrih BodyFit po Sloveniji, menda uspešno tržijo tudi v tujini. Vedno novi trendi, nove vadbene zvrsti, to je podobno kot moda.
To leto je nekaj moderno, drugo leto nekaj druga, takšna barva, takšen otenek, torej dejansko fitness je življenjski stil, je način življenja. V sklopu dogodkov se je organizator tudi letos povezal z lokalno skupnostjo, da s finančnimi sredstvi, ki jih zbere na različne načine v okviru projekta Ustvarimo trenutek gibanja, pomaga gibalno oviranim otrokom. Skratka, primerno povračilo organizatorja lokalnih skupnosti za dano gostoljubje. Tukaj vidim pač kot neko priložnost, nek trenutek, da vseeno vsaj delček tega, kot vsi udeleženci in mi sami organizatorji, prispevamo za nekoga in preko tega opozorimo na ta privilegij gibanja, da dejansko vsako jutro, ko se vstaneš, si lahko srečen, da lahko greš v službo, da lahko skačeš, da lahko plavaš, plešeš, migaš, telovadiš in v tem na nek način poskušamo pač pomagati nekomu, ki dejansko tega privilegija nima ali pa ima omejen in naredimo pač nek doprinos v finančnem prilivu, da lažje potem ta oseba ali si plača terapije ali kakršnekoli druge zadeve in s tem pomagamo družini, ki seveda ni lahko. Prvo leto je organizator zbiral sredstva za gibalno ovirano deklico Marušo Čarman z Ladje, drugo leto prav tako za gibalno ovirano deklico Anjo Jezeršek iz Žleb, lansko leto za takrat 23-letnega Dejana Bukovca iz Žleb in letos za Brino Slivnikar iz Vaš. Zbrana sredstva pa bodo šla. Povej, kam greš, Brina? Brina ima letos že 3. kontrolni pregled v Ameriki. Zbirali smo za nove ortoze, pa za vse te pripomočke, ki jih bo rabila. Tako da, bom rekla, zelo veliko nam to pomeni. Danes 7-letna Brina je ob rojstvu doživela hudo dihalno stisko, katere posledica je cerebralna paraliza. Ko je bila stara 1,5 leta, so zdravniki staršem napovedali, da je Brina obsojena na invalidski voziček, pa se niso dali. Potem, ko jo je leta 2016 operiral ameriški zdravnik dr. Park, je šlo vse le še na bolje. Ja, glede na to, da bom rekla, da nam je bilo njena prihodnost, da so nam dopovedali njena prihodnost na vozičku, pa da imam zdaj, bom rekla, tako rekoč na berglah, bom rekla, je zame to. Ne moremo pisati tega. Tudi šola, Brina je prvošolka na podružnični osnovni šoli Topol in ne dela težav. Ker smo mislili, da bo tale šola en velik napor, da nam bo celotno to zgradbo, ko smo na njej sestavili, da bo zrušila, pa se je izkazalo, da dobro obvlada. Lansko leto je Brina, torej v Združenih državah Amerike, opravila drugi kontrolni pregled, ki je družino stal več kot 7.000 evrov, saj je Brina potrebovala še novo posebno opornico. Letos pa družina načrtuje še 3. kontrolni pregled. Kot številni drugi slovenski starši, ki so se znašli v podobni situaciji, pa se tudi oni sprašujejo, kako je mogoče, da zdravstvena zavarovalnica zavrača plačevanje tovrstnih zdravljenj v tujini, čeprav omogočajo viden napredek. Poleg številnih terapij, nevrofizioterapije, osebnega trenerja, plavanja, delovnih terapij, skratka, vse, da se Brina čim bolje postavi na lastne noge, tako in drugače. Bo kdaj Brina sama udeleženka Eurofit Festa? Ja, tako bom jaz rekla, jaz upam, da bo. Če ne drugega, bo za pomočjo opore oziroma z berglami. To je. Dražem pa rekla, pustimo se presenetati, ker se nikoli ne ve. Donacije za Brino zbirajo tudi v vseh centrih društva Bodifit po Sloveniji in tudi na Bodifit dobrodelnem transakcijskem računu oziroma še do konca tedna lahko date svoje sporočilo o pomoči na brezplačni telefonski številki. Območno srečanje otroških folklornih skupin pod naslovom Komlinček Ropoče 2019 se je tudi letos že tradicionalno odvijalo na odrskih deskah Doma krajanov v Sori. Od 4 postavitev sta bili kar 2 v izvedbi domačih otroških folklornih skupin. Srečanje je že 4. leto zapored strokovno spremljal Marko Pukšič, ki pravi, da je opazen napredek. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in kulturno-umetniško društvo Oto Župančič Sora sta poskrbela, da je tudi letošnje folklorno srečanje Komlinček Ropoče 2019 potekalo tekoče in ob spoznavanju starih plesov in melodij.
Tako so nam stare čase pričarali najmlajši folklorniki in folklornice z območja izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ljubljana okolice. Prireditev je tudi letos, že 4. leto zapored, strokovno spremljal Marko Pukšič, nekdaj tudi sam plesalec, sedaj pa predvsem strokovni vodja otroške folklorne skupine v Destrniku, vodja folklornih taborov in delavnic. Moram reči, da že letos 4. leto hodim sem spremljati srečanje in vsako leto je boljše. Se vidi napredki, se vidijo, da skupine, da vodje upoštevajo naše usmeritve, da se dela tako na plesni izraznosti kot samih vsebinskih zgodbah, tako da moram pohvaliti vse skupine, ki so danes pokazale zelo kvaliteten program. Vidiš se še recimo manjša pomanjkljivost na sami plesni točnosti, dovršenosti. Prav tako še imajo nekatere skupine nekaj manevrskega prostora pri sami koreografski zapolnitvi, torej pomeni lahko odrske postavitve dodelajo z raznimi variantami, raznimi plesnimi pozicijami, tako da tukaj so še določene možnosti, ampak tudi to bomo z leti vsi skupaj, tako vodje kot mi, ki jih usmerjamo, izboljšali in bojo predstavili še boljše. Otroška folklorna skupina Dolsko, ki deluje pod okriljem Turističnega društva Dolsko, se je predstavila s spletom Pastirček, otroška folklorna skupina z osnovne šole Dobrava pa s spletom Rinčica Tala. Nastopili sta še 2 domači otroški folklorni skupini. Starejša otroška folklorna skupina, ki jo vodita Alenka Perme in Urška Rožanc, slednja je naredila tudi koreografijo za splet Babo žagajo, in mlajša otroška folklorna skupina s spletom Spomladanska, za katerega je koreografijo naredila Ana Brle, ki tudi vodi skupino. Spomladanska zato, ker naj bo cvetje, pa ker otroci so vseeno pričakovali to pomlad, pa je bila zima, pa je bilo mrzlo, pa nas je zeblo navajati. Na vajah smo stalno klicali pomlad in potem smo rekli, nič naj bo kar spomladanska in smo jo priklicali. Rezultate ne vem, kakšne pričakovati. Upam, da bomo dobili neko solidno oceno, kaj bo povedal ocenjevalec, se ne ve. Jaz sem izjemno ponosna na moje plesalce in plesalke, ker so odplesali kljub mogoče malim vajam kar zelo dober nastop in sem res ponosna, tako da kapo dol telim pikcem. Na odru so se kot gostje predstavile še Sočke face, sekcija ustnih harmonik, ki jo vodi Zdenka Bergant, poučuje pa že vrsto let Marjan Urbanija. Na svetovnem biatlonskem prvenstvu, ki ga do nedelje 17. marca gosti švedski Östersund, se merita tudi Medvoščana Lea Einfalt in Rok Tršan. Rok na svoj prvi nastop še čaka, Lea, ki tekmuje na svojem prvem biatlonskem svetovnem prvenstvu in na njem nabira predvsem izkušnje, pa se je doslej pomerila. Na tekmi mešanih štafet, kjer je slovenska ekipa po predčasnem zaključku zasedla 25. mesto, na 7,5 kilometrski šprinterski preizkušnji je bila 69., na najdaljši 15 kilometrski preizkušnji pa 91. Ana Marija Lampič se je na sprinterski tekmi v klasičnem slogu za svetovni pokal v smučarskem teku v norveškem Dramnu edina med slovenskimi predstavniki prebila do polfinala in bila na koncu 10. Janez Lampič je bil v kvalifikacijah 40. in se ni uvrstil v izločilne boje. Po enotedenskem premoru so bile v slovenskih kegljaških ligah odigrane tekme 16. kroga. Hidro je v prvi B ligi doma premagal Taborsko jamo z 8-0. V ljubljanski ligi sta bila odigrana 14. in 15. krog. Hidro 2 je remiziral z ekipama Poštar in Gobar obakrat 4-4. Ekipa Medvode pa je izgubila proti RTV s 5-3. Košarkarji Brinox Medvode so se navkljub porazu v 20. krogu uspeli uvrstiti v končnico druge slovenske košarkarske lige za naslov prvaka. S tem so že 2 kroga pred koncem rednega dela sezone obranili tudi svoje mesto v drugi ligi za prihodnjo sezono. Mesarija Prunk Sežana je Medvoščanom zadala šele prvi poraz po 7 zaporednih zmagah. Končni rezultat je bil 79-70 za domačine. V predzadnjem krogu rednega dela lahko to soboto Medvoščane spremljate še zadnjič v rednem delu
delu letošnje sezone na domačem parketu, ko se bodo pomerili še z enim favoritom za naslov prvaka, ekipo Terme Olimia Podčetrtek. Medvoški policisti poročajo, da so obravnavali prometno nesrečo v Medvodah, ki se je zgodila zaradi neupoštevanja pravil prednosti med dvema voziloma. Povzročitelju so izdali tudi plačilni nalog. Vlom v avtomobil je izvršil nekdo v Smledniku. Policisti pa so obravnavali tudi nasilje v družini v Medvodah in storilcu izrekli ukrep prepovedi približevanja. V Medvodah je nekdo poškodoval tujo stvar, v Vašah pa je nekdo izvršil drzno tatvino. Kot običajno vas opozarjamo na pazljivost pred vlomilci in goljufi, ki poskušajo ukrasti vašo osebno lastnino. Vse sumljive osebe in vozila prijavite na številko policije 113 ali na njihov anonimni telefon. Od prihodnjega tedna dalje pa vse do konca meseca bo policija dodatno preverjala voznike enoslednih motornih vozil in kolesarje. V okolici šol in vrtcev pa bodo poostreno nadzirali hitrost vozil in upoštevanje pravil pešcev. Policijska uprava Ljubljana, kamor spada tudi medvoška policijska postaja, pa vas vabi, da jih spremljate na njihovi Facebook strani, kjer boste dobili tudi nasvete za varno življenje. Ja, za ta konec tedna je napovedano lepo vreme. Kot nalašč, da malo pospravimo okoli hiše, da bomo naslednji teden prosti za skupno akcijo. Obetajo se namreč čistilne akcije pod okriljem krajevnih skupnosti, turističnih društev, skratka vseh, ki jim je mar, v kakšnem okolju živimo. Na snidenje.